pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 29. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na mestnem stadionu Ajdovščina se bodo pomerili nogometaši domačega Primorja in Kopra. Za ene in druge pa je ta obračun seveda zelo pomemben. Ajdovci so v bitki za obstanek, trenutno za 8. uvrščeno Muro zaostajajo za 4 točke in danes bi se lahko seveda povsem približali. Koprčani pa v lovu za evropske vozovnice. Četa Zorana Zelkoviča ima trenutno 3 točke prednosti pred Olimpijo, točko pa zaostaja za Mariborom. Torej, danes lahko na nek način pričakujemo, da bo Koper skočil na drugo mesto. Je pa že na tej točki bolj kot nejasno, da četrto mesto ne bo vodilo v kvalifikacije za konferenčno ligo, glede na imena polfinalistov slovenskega pokala. 4-2-4. Andraž Roedel se je prigrebel do žoge, prenesel težišče igre na drugo desno stran. Tu je Odej v novem prodoru. Odej pred vrata, Irabor pa Ndjaj. Basiru Ndjaj prek vrat. Ve na kakšen izlet. Tudi v prejšnji akciji je bilo tako. Odej v kazanski prostor, odbijajo Ajdovci, pa Hartherz. Prek vrat je sprožil Florian Hartherz. Tekom teh 3 tednov, ko niso bili uradno aktivni, posvečali fizični pripravljenosti, Basiru Ndjaj do žoge. Basiru Ndjaj na levo. Hartherz. Hartherz, dobra podaja, Roedel do strela, Mohorovič z gromozansko napako. Nov lapsus moža med vratnicama Ajdovcev. Andraž Roedel pa do prvega gola na tujem v letošnji sezoni. Sicer njegov 8. v tem tekmovalnem letu, tako da je zdaj skočil na 6. mesto na listi strelcev. Izenačil je učinek Babulaja in Wisingerja. No, ta statistična anomalija bo zdaj malce bolj izravnana, kot je bila predtem, ampak res kakšna napaka Mohoroviča. Andraž Roedel ni bil v tako dobrem položaju, da bi pričakovali, da bo žoga končala v mreži. Sicer dober strel. 22-letnik je vse storil prav, ampak vseeno to. Jon Ficko. Lepa poteza Ficka, Fogec. Strajnar. Bešir. Tokrat krasno kombinirajo Ajdovci, do strela Haris Kadrić. Padec Velenčana, ampak tu ni govora o najstrožji kazni. Luka Štor bo vstopil v igro. Zanimivo, pogumna poteza Tončija Žlogarja. Ndjaj na desno, tu je Pabaj. Mark Pabaj v kazanski prostor. Dobra podaja in gol! Koprčani so izkoristili nekajminutno številčno premoč. Leo Rimac, 33. minuta srečanja. 20-letnik do 6. gola v letošnji sezoni prve lige. Preprosto je vse skupaj predolgo trajalo. Tonči Žlogar ni takoj pozval rezervista, naj vstopi v igro. Luka Štor je nekaj časa preživel ob robu igrišča. Koprčani pa so te trenutke zmede v ajdovskem taboru uspeli izkoristiti in morda so zdaj usodno načeli tekmečeve upe po današnjem uspehu. Mark Pabaj v kazanski prostor. Roedel z glavo in zdaj še Leo Rimac z glavo. Mohorovič je še drugič danes premagan in zelo težko se bodo sinovi burje pobrali z tega brezna. Mutavčič proti bližnji vratnici, priložnost Štor, ni zadev, ostaja pri otipljivi prednosti Kopra. To ušli izpod giljotine. Ne najboljši začetek Kanarčkov na začetku drugega dela, pa še en strel, tokrat ven pa slovenske lige v to preizkušnjo krenila kot favoritinja, zdaj pa Brown Irabor in tu je gol. Irabor postaja 18. različni strelec Kopra v tej sezoni prve slovenske nogometne lige.
Upi Primorja po pozitivnem rezultatu so stvar preteklosti. Koparčani bodo prišli do 14. prvenstvene zmage v tej sezoni, šele do 4. na tujem. Še ena statistična anomalija, ki jo lahko poiščemo ob spremljanju tega obračuna, ki zadeva današnja tekmeca. Brown Irabor je sicer imel veliko rešitev. Tu potrebujemo boljši kod za to, da bi ocenili, če je bilo vse čisto. Rimac in Andraž Roedel sta bila sicer pred praznim golom, ampak 21-letni Nigerijec ju ni potreboval. Ne najboljši zaključek sicer. Ne morem se otresti občutka, da je tu Brown Irabor zgrešil žog, ti osvetlili. Jurhar na desno do Mittendorferja. Rimac svoje polovice štarta v prepovedanem položaju. Leo Rimac, levo ga spremlja Matondo, Rimac ga ne potrebuje, sjajno. Sjajno Leo Rimac, njegov drugi gol na tem obračunu. Skupno njegov 7. v prvi slovenski nogometni ligi. Pokar golov Koparčanov, ki zabijajo zadnji žebelj v ajdovsko krsto. Svoje polovice je krenil Leo Rimac, tako je bilo jasno, da ne bo prepovedanega položaja. Znova zelo slaba postavitev obrambe Primorja. Velikanska vrzel je zazevala v njej in z galopom proti golu Mohoroviča je Leo Rimac to izkoristil. Na levi strani mu je pomoč nudil Isaac Matondo, toda Rimac je pogled osredotočil zgolj na gol in zelo natančnim strelom premagal Mohoroviča. Kopar vodi že 4-0. Pri 58 golih so zdaj že varovanci Zorana Zeljkovića v tej sezoni. V tej sezoni je želel več tako imenovanih clean sheetov, zbral je le 4. Klemenčič, dobra podaja zdaj proti oddaljenejši vratnici, nekoliko je zamudil Luka Štor, tako da je obetavna akcija splavala po vodi. Isaac Matondo, dobra podaja, Bogatinov, mimo leve vratnice. Aljaž Zalaznik, zelo suverena zmaga za vas. Tudi vi ste dobili priložnost za sodelovanje. Zdi se, da je ta večer res krasen za vas. Ja, zelo krasen, odlična tekma z naše strani. Super še, da smo velikrat zadeli in gremo naprej. Čaka nas težek teden, še 2 tekmi in se treba še na to pripraviti. Kako te vrhunske nastavke z današnje tekme podaljšati na obračun z Mariborom? Super popotnica za naslednjo tekmo in gremo po 3 pike, tudi pred Mariborom. Najlepša hvala. Zoran Zeljković je že z Aljažem Zalaznikom sva ugotavljala, da ste danes zelo suvereno opravili z nalogo. Ste bili recimo po vodilnem zadetku sploh na kakršnikoli točki pod stresom, da vam ne bi uspelo? Ne, zašli smo res od prve minute samozavestno. Mislim, da smo si to zmago zaslužili. Kontrolirali igro od prve minute, nasprotniku nismo pustili veliko, razen 2 prekinitev. Saj ne spomnim se, da bi imeli še kakšno priložnost. Na drugi strani smo zadeli 4-krat, držali končno tisto ničlo, na čemer smo delali v tej pauzi, tako da ja, to me veseli in gremo naprej. 2-krat opolno Rimac, zadev je tudi Roedel in pa Irabor. Zdaj imate že 18 različnih strelcev v tej sezoni prve slovenske nogometne lige. Res neverjetna številka, mislim pa, da se lahko še nekoliko poveča, kaj ne? Res je, naša kvaliteta je, da lahko zadanemo z različnih pozicij. To me kot trenerja veseli. Pokazali smo tudi, da lahko brez Jojota. Vedno so govorili, da je Jojo, da brez njega ne bomo mogli. Mene to veseli. Jojo je siguren za našo ekipo več kot pomemben, ampak ta ekipa ni samo dobro zaradi Jojota. Začasno ste skočili na 2. mesto, zdaj vas sredi prihodnega tedna čaka obračun z Mariborom. Kako pogosto boste recimo v naslednjih dneh pogledovali na lestvico? Vedno, jaz pač malo pogledam, moraš pogledati, kje si, da se zavedaš tudi različno igrati glede na stanje. Sigurno, da nas zdaj čaka zelo težka tekma.
ampak jaz iskreno komaj čakam to tekmo, kajti saj mislim, da v drugem delu nas nihče razen Maribora ni nadigral, niti ne toliko nadigral, bom rekel kar po domač povedano, se je pretepil in verjamem, da bomo tokrat pokazali boljši obraz.